Spoštovani gledalci in poslušalci podcasta Supermoč, lepo pozdravljeni. Kaj povedati o njem, ki so ga rodili na svetovni dan AIDS-a 1. decembra 1965, in kaj vprašati glasbenika, showmakerja, umetnika, poeta, ki skrivoma piše liriko z naslovom Antivirus, rekreativnega slikarja, ikono nežnega provokatorja, ki ga morda zaradi njegovih provokacij še nikdar nihče ni na gobec, človeka, ki napiše pesem, ki seže tako globoko v srce, da si veliki Srbi jo jemljajo za svojo kot pesem srbskih ljudskih src. In kako ne imeti treme pred njim. Spoštovani poslušalci in gledalci podcasta Supermoč, z menoj v podcastu je Tivoliju zvest in predanim Robert Pešut, Magnifico. Živjo, Robert. Živjo, dober dan, hvala za tak lep uvod. Sem poslušal, če o nekomu drugem govoriš. Rojen sem bil res 1.12., ampak tu ni samo dan AIDS-a, jaz sem si ga zapomnil po nečem drugem, je tudi ustanovitev kraljevine SHS, Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki je bila na ta dan ustanovljena, in tudi to je del mene. Na gobec sem pa že dobil zaradi dolgega jezika. Res? Preka si glih. Kako so včasih rekli, a si se krvav useknil? Katera provokacija je pa tako sprovocirala, da si dejansko začutil moč sile, sile na svojem obrazu? Zafrkavanje starejših od sebe, v smislu, da sem bil recimo 7-8 razred, zafrkaval sem pa tam mene, ki so bili v 2. letniku nečesa v naselju v Kosezah. Si moral biti kar, kako bi rekel, pogumen, da si na ta način komuniciral s starejšimi od sebe. No, sem bil kar pogumen in sem jih tudi ujel. Meni si zapomnil, da se ene stvari mogoče ne dela tako. Magnifico. Robert Pešut, kako ti rečejo prijatelji? Kako naj te v podcastu Supermoč sploh pravzaprav poimenujem? Namreč Magnifico je vendarle psevdonim, ki je prišel kasneje, ko si že nekaj glasbene poti prehodil. Robi sem bil ponavadi, ne celo, zbral Robert je nekam predolgo, rabaš pol ure, da izgovoriš, pa pol tega ni nihče izgovarjal. Robi sem bil pa Bobby. Bobby? Večji del časa doma sem še vedno Bobby z oskim ojem, ne sprašujem me zakaj, se pravi ni Bobby, ampak je Bobby. Srečujeva se prvikrat. Sama sem se skozi svoje življenje, rasla sem gor z neko tako novodobno rock sceno. Zdi se mi, da kar poznam dobršen del glasbene srenje, umetniške srenje, kulturne, filmske, gledališke. In nekako sem verjela, da se bova tudi midva enkrat spoznala. Namreč verjamem, da življenje človeka gradi točno tako, kakor je človek prepričan, da se bo njegovo življenje gradilo. In jaz sem verjela, da se bova srečala. Jaz bi lahko bi ti pritrdil in rekel, da ko usmerjaš enkrat vektorje, se pravi, in fokus, s čim se boš ukvarjal v življenju, zato rabaš nekaj časa, nekateri tega niti ne ugotovijo. Skratka, ko postaviš enkrat ene vektorje v eno smer, se znotraj tega začnejo dogajati stvari in popolnoma logično se zdi na koncu, da so se tu midva razsrečala in da midva se pogovarjava, čeprav si o tem mislila že prej. Jaz te nisem poznal, kot da se nisem mogel isto misliti, ne, ampak sem si pa že kdaj kakšne stvari mislil, ki so se zgodile. Verjameš to v moč misli? Nimam kaj verjeti, vem. Veš? Ja. Je tvoje življenje takšno, kot si ga predstavljal? Si srečen človek, čeprav sreča je malce precenjena vrednota, recimo notranje pomirjen s svetom, kot pravi tudi tvoj prijatelj Džiboni, s katerim si nekoč celo poziral za Muro. To je skoraj že 30 let nazaj. Čakaj,
On je bil pa Peter, ne. Zoran Predin, Peter Lovšin, ti, Aha, Džiboni, pa mislim, od Party Breakersov? ne, Ne? veš, da je bil še, Dino je bil pokojni. Dino, ja, Ja, tako, ja. tako, ja. Ja. Zadovoljen sem, To je bila klapa, ki je pozirala za za Muro, smo ko je pozirali bila še v manekeni. nekih Ja, lepih časih. to je bilo tam v 90-ih, ko se je zdelo, da bo ona prevzela en tak modno blagovno znamko. In lahko bi. Lahko bi. Najverjetneje. Ja. Nisem se toliko zdaj ukvarjal, oni so takrat nas najeli, mi smo imeli, šli smo nekam snemati na Hrvaško, nekam proti Opatiji, ali kje je že bilo to. In izkoristili za eno fino druženje, oni so se pa izkazali kot je to šmenkerski ljudje od stila in nam dali lepe honorarje in nam omogočili lepo druženje tam. Torej si pomirjen s svetom, kot pravi Džiboni? Lahko bi rekel, da sem pomirjen s svetom, ampak to ne pomeni, da se mi ne zdi, da mora ostati tako, kot je, ali pa da ne bi znal biti boljš na podoben način, kot mislim, da če hočeš biti recimo dober človek, napredovati v tej maniri, da je to vsakodnevno delo. Eto, in v tem smislu sem pomirjen, ker vem, da je vsakodnevno delo in da bomo morda jutri boljši, a ne, oziroma sigurno, kot pa smo bili včeraj. Izven etra sva se pogovarjala malce o spominih, pa sem ti povedala, da sem te prvikrat na odru videla še kot pravzaprav otrok, stara sem bila 90 let, bila sem v backstageu Ljubljanskih Križank, ko si nastopal z legendarno, zame ljubo zasedbo V redu. In sicer zapeli ste na obletnici Radia Val 202, ko je imel še slogan Na mavričnih valovih, pesem Mala terasa. Ja. Bili ste oblečeni v hipije, flower power. Ja. Se spomniš tega momenta? Ne, to sem ti že rekel, da imam slab spomin, da se enih stvari zdaj, ki sem mi tako lepo orisala, se mi kako zdi, da se mi malo sanja, tako se reče, ne. Tega znaka se spomnim, nekaj še ne bi, ampak to, da smo mi bili iz V redu v Križankah, eto, ušlo mi je, mislim, tako kot še marsikatera stvar, mi je tudi ta ušla iz glave. Je zate nastop, koncertni nastop, še recimo vedno nek dogodek, na katerega se pripravljaš, zaradi katerega imaš tremo, morda ne spiš noč pred dogodkom, ali pač ena navadna služba, tako kot da bi šel v pisarno? Vse delam na tem, da bi ratal to, ena čisto navadna služba, tako kot da bi šel v pisarno, ampak mi še ni uspel. Še vedno sem vznemirjen, predvsem tem, tako opazujem župnike, ki imajo Mašo, oni imajo zelo podoben, ne, on mora se preobleči, mora iti na oder. Ne ve, kaj ga bo čakal tam, javljen nastop, prišel samo en album bang, ali bo ni 20 naenkrat. In pri njih imam občutek, da nekako rutinirano, recimo to počnejo, pa tudi eni kolegi moji se mi zdi, da z eno blazno lahkoto in rutino stopijo na oder, dol iz njega, pukal. Jaz pa imam nek nemir, odvisno od koncerta, odvisno od pauze, koliko sem jo imel dolgo vmes, koliko je ona velika, ne. In tudi užitek, ne, vse naenkrat se mi zmeša. Ampak kako pa premaguješ tisto evforijo po koncu? Evforije nimam nobene. Nobene evforije? Ne, samo nemir, se pravi, evforije. Ni tist na koncu, tist val neke sreče? Ne, ni val sreče, ampak je, ko bi rekel, najverjetneje se podobno počutijo športniki, ko odšpilajo tekmo, tudi fizično je oder za nas muzikante še kar naporen. In, kako bi rekel, vesel sem, ker se neha stvar. Vesel sem, če se neha uspešno, da smo pustili neki ljudem, da so imeli neki od nas za ono karto, ki so kupili, ne, da ne vidim razočaranih obrazov, to bi me strašno potrlo, ne. Pogledaš na publiko z ljubeznijo, namreč publika pride ti nameni svoj čas, svojo pozornost. Namreč mene to razbremeni, ta ljubezen do publike, ko stopim na oder.
sicer na drugačnega, ampak Dobro si rekel, prav ljubezen do publike je to. Tega nisem skozi imel. To sem začel razvijati zadnja leta. Prej sem znal biti izrazito zoporen, pa tečen, pa tudi nasraman. Vse sem naredil. Vse faze si dal že. Vse sem naredil, da bi nekako, kako da sem hotel publiki sporočati, zajebali ste se, ker ste prišli, nisem vreden, vreden sem tega denarja, ampak se mi ne da, pokazal vam bom, koliko sem lahko bedak, pokazal vam bom, se pravi, koliko mi je malo mar za vse to, koliko mi je malo mar tudi za to, kar jaz počnem. Najreč bi šel domov in greste na živce. Zdaj ne me sprašvati, zakaj se je to prekradlo vame, in sem se tega zelo težko znebil. Tega, kako bi rekel, nadrkanega odnosa do organizatorjev, do publike. Tako, če mi kaj ni bilo všeč, sem znal kar dol z odra. To se mi je zelo blazno nobel, kako jaz. Si dovolil to, kar si ostali. Zvezdniško, hollywoodsko obnašanje, a veš, ko pišejo knjige in članke o tem, kakšne... Ni me to pelal, ti moram še nareč bi rekel, da sem se hotel skozi gledati, ampak kada ima človek, da ima motnjo, no. Jaz sem to motnjo, to je motnja. To ni bila neka želja po zvezdništvu, pa jaz bi rad tako uni, in sploh ne vem kako uni. Kaj pa, če je to... Jaz sem odpravil to presep, in sem res zadovoljen, no, mislim, zapletam se. Rasteš. Ja, tudi ta moderna rast, veš, mi moramo skozi rast, ne? Rasteš. Modern človek. Ali pa pozno odraščam, recimo, ne. Meni se kakšne stvari res pozno dogajajo, tako bi šlo v pomislu, da se to pa veš že pred 20-ih, no, ali pa tudi ne. Torej, večno mlad človek. Že zdavne ne. Magnifico. Zanimivo mi je, ko poslušam zgodbo, kako se ti je spreminjal ta odnos do odra, pa me nekako ne opusti ta misel, da, ali pa spomin na eno oddajo, ki jo je vodila legendarna, čudovita Miša Molk. Mislim, da je to oddaja Res je, kot ji je dobesedno v naročje vrgla Čičolino. Ja. In spomnim se, da takrat ni bilo tisti wow efekt, ampak da si kar nekako, kot da bi malce mencal ali nekaj, da bi bil v zadregi. In pa sem pomislila... Strašni zadregi. A si bil, a ne? Strašni zadregi, prava groza si mi je zdela. Jaz sem takrat pomislila, kaj pa, če je ta človek introvertiran pravzaprav? Nisi tega naredila, Miša, prosim, zakaj se to zdaj... Zakaj se je pripeljala, samo ona je bila tako sproščena, ona je imela nek nastop svoj, ona se je začela tam okoli mene plesati in tako naprej. Neobodno. To zdaj gleda doma mama, to gleda zdaj žena. Pa niti ni to za bojovni, si ne vem, kaj je mislil. Tako celo frko sem je velikrat iti na televizijo, imeti intervju, komi sem to nekako, komi sem zdržal. Blazno me je to ne imeli in ga delal. Sploh te vdaje se pa še kar dobro spomnim, ne. Sapo sem lovil cel čas, no. In gledal na uro, kdaj bo, da pa se tu zdaj konc kmal. Meni se je zdelo, da snemamo 2 dni in da Čičolina nikoli ne bo ostala iz mene, iz mojega naročja, in da je to 1 uro, da sem jo imel 1 uro pri sebi. Ampak a ni grozno, ko moramo pravzaprav... Pa zelo mi je všeč, da veš, zabral, ne samo kot porno igralka in ena, kako bi rekel, sploh za mojo generacijo zelo pomembna ikona, tudi pop ikona, kot pop ikona, in sem zbral cel njen življenje kot življenje poslanke. Ona je bila italijanska poslanka. V italijanskem parlamentu poslanka. Bila je žena od Jeffa Koonsa tudi, s katerim sta delala imenitne ekipe v naravni velikosti, kičaste, ona bila v nekem spolnem aktu s poljubom,
ko krasne stvari je delala, res. In sploh pa najbolj so mi pa všeč njene pesence, je voljo to Akaco, ko ima že, se pravi, celo 5-6 jih je na YouTubu, so še vedno najbrž ne razumejo italijanščine tako dobro, pa kar pustijo gor vse to, kar poje ona, ne. Ni še noben skinu dol. Ni bilo cenzurirano. Ni še vedno, vidim, da je še vedno gor. In sem tudi imel tako, ena ideja moja bila, da bi z njo naredil en duet glasbeni, ampak do tega ni prišlo, ker jo nisem prišel obiskat, pol kasneje, ko smo se slišala še, pa da ne govorim zdaj. V medijih si pogosto omenjal ali pa nekako gradil nek spomenik pornografiji, pa danes te vprašam, pornografija vas ljubezen, kaj zmaga kot recimo velesila, namreč dolgoletna, skoraj 100-letna raziskava Harvardske univerze je pokazala, da je prav gotovo ljubezen največja velesila, sila tega sveta in to pravzaprav med partnerjama. In največja vrednota, ki človeka nekako motivira, navdihuje, tudi zdravi. Pornografija je neka pojavna oblika fizične ljubezni med dvema. Ni nujno niti, da je ljubezen. Je velikrat, ampak ni pa nujno, da pa ljubezen. Če obstaja kje božja sila in kakšne barve je ona je bela in njej se reče ljubezen. Prepričan sem, da je to najmočnejše gonilo, ne velja samo za nas med ljudmi, ampak mislim, da velja za cel vesolje, za vse, kar je živega. Imam pa na sumu, da je vse živo. Strah in trepet bo, ko bodo zares oživeli tudi roboti in vsa ta umetna inteligenca. Upamo, da do tega ne pride. Jaz verjamem, da ne bo prišlo. Da če neki zgleda karaca, pa hod karaca, da najbrž raca. Ne vem, mislim, da se to iz roboti ne bo zgodilo. Veste, se pravi, mislim, da so roboti in da bodo v prihodnosti, bolj, ko bomo jih pimpali, bolj dolgočasni v resnici. Res je. A poznaš ta primer? Problem umetne inteligence je ravno to, ko bi rekel, nekreativnost njihova, nedolgočasno znajo, kako odgovoriti na vse, odvisno kaj je, in vedno ima lastnika ta stvar. In čim ima lastnika, je na pimpu noter, tako kot bi on si želel to. In imamo že zadrego. Prav imaš. Umetna inteligenca ni kreativna, ni inovativna in kot je zadnji primer pokazal... Dolgočasna, ponavlja se. Totalno dolgočasna. Na Japonskem so hotelirji odpustili hotelsko osebje in zaposlili samo robote. In si predstavljaš, da na recepciji je goste pozdravil dinozaver robot. Wow, dinozaver. In vse je bilo v kontekstu robotike. No, nekaj mesecev zatem so vse robote odpustili in prosili vse zaposlene, naj pridejo nazaj, češ, da se gostje pritožujejo, ker nihče jim ne reče dobro jutro. Se tudi, če jim reče. Dober tek. Se tudi, če jim reče, moraš znati v kontekstu. Ni human toucha. Jaz mislim, da bojo ratele, kaj se vem, super službe in zelo dobro plačene, že na parkiriščih, ki se zatakne kartica, ki ti ostaneš osamljen v celem vesolju in ne veš, nečeš narediti, ker se tudi javijo na uno številko. Ena pomoč človeka, ki bi tam stal, ni problema ti mest, dvignil rampo na roko, imam tle knof, daj mi €1,50, izvoli, čok. Jaz bi mu dal takrat temu človeku €50, samo spust me ven iz te garaže nekako. Ne vem, zgubil sem kartico, nekaj se mi je zgodilo. No in huvela, se pravi, to je samo na parkirišču. Kaj še lepo so drugod. Robert Pešut, danes kuhaš z ljubeznijo natanko ob enih, z ljubeznijo do kreativnosti v kuhinji, do hrane, kulinarike, družine, do sebe. Je to res tvoja navada? Vsakodnevna, mislim, smo bitja navadne ljudje. Se nisem to jaz mislil. Ni, da sem to planiral, še manj sem se sploh veselil, da niti sem razmišljal, da bi jaz zdaj kuhal. Res? Nasprotno, ne, sploh nisem. Jaz sem bil navajen, da ponavadi ženske skuhajo, mi fantje to pojemo in
meni se je že krožnik se mi je mal gravžil. V moment, ko sem pojedel, sem ga odrivil, se pravi, če bi ga moral zdaj iti pomiti ta svoj lastni krožnik, ne sem ga z nekim gnusom pomitil, kada je ena krava jela, kada se je v blatu valalo vse skupaj. Tako je prišlo, tako so mi karte padle. Zdaj, a boš skregan s celim svetom, a boš nekako sprejel to. Na začetku sem hotel biti skregan s celim svetom, pa je to zelo naporno, tako da sem moral sprejeti nekako. In tudi vzljubil sem in ne počutim se nobena žrtev, da je zaradi tega ali pa kaj takega, nasprotno. Pa imaš kakšen tak ritual, ne vem, da greš po recept v kakšno kuharsko knjigo, ali kuhaš tisto, kar ti nekako paše, a si preprost v pripravi Dnevna obeda? kuharica, a veš, kakšne so dnevne kuharice? Vse kuharice ali kuharji, ki delajo vsak dan, ki kuhajo vsak dan, so dobri. Oni so vsi dobri, zato ker tu počneš nekaj vsak dan in počneš rutinirano. Kuhanje ni nobena umetnost, umetnost je nekaj drugega. Kuhanje je rezanje čebule in razumevanje hrane. Veliko sem na začetku sem veliko gledal te recepte, ampak zastonj ti gledaš, se pravi, če ne razumeš hrane. Ti moraš razumeti, se pravi, da ta kos mesa se dela na hiter, če ga boš... Se pravi, ta kos mesa se pa najbolj, da ga samo kuhaš in ti, ki s časoma, ko spoznaš, se pravi, značilnosti vsake hrane, poleg čisto vseh, kaj boš dal, da rabaš sol in poper in si tako ga ven. Vse ostalo je to že šmenkerica neka, ne. Ampak verjetno tudi pri tebi, ki kuhaš, tudi sama vsakodnevno kuham, pa lahko rečem, da ni lepšega kot postreženo kosilo. Tudi hrana ima čisto drugačen vonj in bojda dokazano, da če kuhaš za ljudi z mislijo na tiste ljubljene ljudi, da oni zaužijejo hrano z večjo polnovrednostjo. Skratka, da hrana, tako kot voda, prenaša v naše organizme neko informacijo, neko dobro energijo. Vse prenaša beseda, ki si jo rečemo prenaša. Vse je energija. Ljudje smo energetska bitja, oziroma cel vesolje je, mi smo samo frekvence vsi v resnici. Če gremo na ta nek molekularni, pa atomski del, z mikroskopoma, boš ugotovila, da smo midva samo frekvence in vibrirava ali lepo ali pa na grdo. In kadar je na grdo, se predstavlja, da to nekaj tako dela in da je nemirno to frekvenčno polje, oziroma kadar je to polje, kadar je ljubezen vmes ali pa eno razumevanje, se to lepo, fino kabonaca, samo malo tako valovi. Fantje radi, tako bom rekla, v odraslem življenjskem obdobju se spominjate tistih časov, ko vam je mama skuhala in ko je oče prižgal recimo radio. Je to neka tudi tvoja, ta Prustova Magdalenica, asociacija na nekaj, kjer si se imel res zelo udobno, zelo prijetno, mehko? Ali če vprašam drugače, kaj je tvoja Magdalenica? To ni bilo samo doma. To bi lahko rekel, da je še bolj širša familija, strici, tete, stara mama. Se pravi, to so bili moji zapiki, se pravi, kjer sem to, kar si zdaj opisala, se pravi, to plino, kozi. Rastel sem, zelo veliko so me imele čez moje tete iz Srbije in iz Slovenije, sestrične, nisem jih motil nekako, oziroma sem se jim zdel dobra družba. Jaz sem se pa od njih navlekel, veš kaj sem se od žensk navlekel, se pravi, ženske so bile sploh v Srbiji, je bilo tako, pa tudi tukaj v Sloveniji v glavnem. Ženske so nekako noter, so kuhale, kadar se familija videla, ne. Kadar smo bili skupaj, pa veliko smo bili skupaj. Ženske so noter kao kuhale neki, moški so vzeli neki kukar, malo vinček, pirček, neka debata, tako, in se režali vsi, padale so neke dobre fore, neki strašni vici, jaz, ki sem bil mlajši, sem jih poslušal, kako so oni duhoviti vsi. No, pa sem šel pa noter in sem
iste njih gledal, ampak one so jih opisovali zdaj. Le buksla, kaj bo zdaj naredil, kaj je vedela vnaprej. Da bo, ne vem, da bo padlo nekaj iz rok, ne, le butla zdaj le. In one so le pa še bolj smešne, zato ker ovi niso vedeli, da ovi vejo vse, ne. In sem hodil en tak pogled, ženski, to mi je ostalo. Venera in Mars. Kako to mi je ostalo funkcionira? zabetoniran, zaprav tako, da vedno, skoraj vedno stvari pogledam, te ženske oči so mi, in ženski pogled mi je ostal, moram reči. In vem, kakšen je. Bi tako uspel, kot si uspel v svoji karieri, glasbeni karieri, če bi bil ženska? Nimam pojma, ampak po moje ne bi se razlikoval to bistveno. Ne? Kaj pa je pravzaprav zate uspeh? Namreč v zadnjih letih se mi zdi, da se čist popolnoma vse redefinira. Včasih si točno vedela, da je uspeh tisto, če si zgradil stanovanje ali pa hišo, mulce spravil do kruha, potem kasneje je bil uspeh, da si delal neke preboje na mednarodnih trgih, ali kot glasbenik, ali kot poslovnež. Danes pa pravzaprav smo nekako zmedeni, kaj je uspeh, ker a je res uspeh, da se bohotimo z nekimi statusnimi simboli, notranje smo pa popolnoma frustrirani, prazni, otopeli. Eto, vse si povedala, tako kot si povedala, tako tudi je, ampak eto, naš sistem družbeni, v katerem živijo, nam kar preponuja zgodbo o rasti, uspešnosti, o to, in mi smo to nekako nekritično tu pijemo pa eksamo že kar nekaj časa, ne. Jasno je, da so stvari so pa še kar preproste tukaj za človeka, tako kot je bilo prej, velja tudi zdaj. Mark Twain, recimo, je rekel to, zdaj sem se spomnil, pa da ga parafraziram, da se dvakrat rodi človek, ki se rodiš fizično, in drugič, ki si ugotovil, zakaj. Tukaj, da si najdel svoj poklic, ne službo, ker je to odslužiti, poklic, zakaj si poklican. Tu moraš iti včasih čez velike ovire in spoznanja razno, da moraš doživeti, da bi ugotovil, zakaj si poklican, pa kaj je tvoj poklic. In to bi rekel, je zame največji uspeh, ker sem dobesedno se je en del mojega življenja nehal in znova sem se rodil takrat, ker sem se odločil, tako prav zavestno, tega se spomnim, da bom jaz na razočaranje staršev, okolice, pa tudi samega sebe izgleda sam muzikant. Ne? In potem sem se začel tako obnašati tudi in celo publiki je bilo všeč in celo začeli so kupovati plošče in hoditi na moje koncerte. In zelo smo ti hvaležni za Ampak to. šele takrat, ker sem se odločil, da čeprav vem, da je veliko ene konkurence in da najverjetneje nisem najboljši ali pa to, sem pa ugotovil, da sem nekaj posebenega. To se mi je pa zdelo, da imam. Ne znam točno definirati svoje posebnosti, ampak na to sem se pol uprl, kot na belile. Super, da si našel to svoje poslanstvo, namreč mislim, da nas je zelo veliko, ki smo ti hvaležni za vse božiče in za vse te dobre muzike, ki nam barvajo ne samo vsak dan, ampak tudi kakšne obrede, praznike, prelomnice, žure, praznovanja. Ja, hvala. Ampak a bi rekel, da v sebi občutiš neko super moč, to, ne vem, ki te žene, da zjutraj vstaneš in rečeš, danes bom pač doživel dan v popolnosti, ali pa da bom gradil ta pečat, ki ga želim pustiti potomcem. Ne, zaprav obožujem, poznam ljudi, ki se mi zdijo, da imajo super moč, ne, ampak jaz nisem med njimi, ne. Rekel, jaz imam eno ambicioznost, vse pa eno veliko lenovo. Tukaj to sploh ne gre skupaj. Ne. To ni super power, noben. To je nekaj drugega. Obožujem ljudi, ki lahko počnejo vse te stvari.
20 stvari, 50 stvari naredil v enem dnevu z lahkoto. Jaz nisem ustavil niti ene narediti kdaj. Kdaj? Pa kdaj, a ne? Kdaj? Takrat, Večino ko pa časa. delaš Ne, pa? večino časa mi je Večino zbral. časa. Če naredim kosilo zame, jaz sem že naredil za un dan, ko bi rekel, še kar najbolj važno stvar, da če mi še kaj uspe popoldan začer v redu, če pa ne, pa tudi nič hudega. In res ni nič hudega, namreč ne vem, če veš, da so dognali, da tisti ljudje, ki ne zmorejo, in vedno več je takih, ki ne zmorejo lenariti, da preprosto niso uravnovešeni, notranje pomirjeni in veliko ljudi ne more lenariti. A veš tisto, ko si ležeren, sediš, ležiš, uro, O, ja, dve, vem, tri, ja. Imam si to. privoljen, To imam. Tako To sem dremaš. razdelil. dremaš, bereš, Ne, nič, samo bulam. ždiš. Ja. Ždenje, buljenje, to so bolj prave besede. Srečen človek si. A kada ždim? Ker zmoreš to. Srečen človek. Ja, in že kar me moti, če nimam mira v tem. To lahko počnem vsak dan, še kar dolg časa imam kondicije za to. Magnifiko, mar veš, da je v zadnjih letih tako sveti gral ali pa bi rekla neka modna muha, da si veliko ljudi želi postati ne ravno nesmrtnih, ampak dolgoživih, da bi želeli živeti 100-120 let. Imaš ti to težnjo? A kdo nima, da bi dolgo živel, ampak Kvalitetno. zdravo, kvalitetno. Tako. Delaš kaj na tem? Ne morem več narediti. Lahko sem pofarbo. Pa take stvari. Te ni recimo ta ne vem, neka agonija zajela ali pa ta val vseh teh suplimentov, prehranskih dopolnil, ki so nek eliksir mladosti, Ne, to rabiš objemanje dreves, Ja. čuječnost, To moraš biti. Jaz tega body pump, pilates. Ja. Ljudje se prebujajo na različne načine. Eni rabijo tudi objeti na drevo. V resnici mislim, da je drevo čisto zadovoljen, če ga objamaš in da zna vrniti nekako tudi mogoče ta objem. Nisem siguren, kako on reče, joj, dej umakni se od mene, res si antipatičen. Ali to neko posilstvo drevesa. Na različne načine ljudje probamo najti, ko bi rekel, en smisel, zato se nam vsem dogaja, ne, da smo ugotovili, da poln voziček iz Mercatorja pač da Ni nisi več. zdaj, ne vem, koliko zdaj srečen, ne. Tvoja poročna priča, Igor Arih. Jaz se ukvarjam z muziko, pa jaz to vse drugače malo, ne hodim v službo. Ljudje, ki hodijo v službo in so stalno pod enim tem presingom, jaz verjamem, jaz bi tudi objemal in drevesa in kamne, najverjetneje. Saj je bila kar težka ta epizoda. V Jugobanki si bil v pisarni, ne? Samo en mesec. Si zdržal. Ne, dovolj, da sem spoznal, da je to, da bi bil to zame peko, ne. Se pravi, peko, ne bi zdržal. Mislim, da bi tako ugasnil, mi pač kaj sveča. To poslo. In verjetno bi takrat še bolj utrdil tisto. Ne ugasnil bi ti sveča, ne me bilo. Ne bi te bilo, res. Ne čutil, da sem prav, to ni bilo, da sem se, jaz sem se zatekel v muziko, ker drugače bi bilo pomen. Ne bi to jaz mogel. Zanimivo. Lahko meni in vsem, ki naj poslušajo, razložiš tisto, kar mi je prišepnila tvoja poročna priča, Igor Arih, da pogosto omenjaš frazo, da bo prišel čas, ko bo bitka za duše in ne za denar. Aha, to se moj blazno, to Ja, sem enkrat To nabal. je Igorju res ta fraza, tudi napisal, tudi umestil je v Ne. svojo knjigo. Ja, ne, to je taka, kako bi rekel, Saj močna izjava. Se to pisemska, ne Ja, taka je, neka, je. ne. To se dogaja skot pomalam, sploh pa, kadar se čas in dogodki tako zgostijo kot zdaj, ne. Če ima človek občutek, da smo pred neko apokalipso, da nas bo ta veter in burja vse odnesla. Ampak najverjetneje ne bo čisto tako, a ne, mislim, sigurno ne.
ena misel bo na koncu morala prevladati. Ne? In jaz sem pripričan, da se poleg tega, kar vidimo ta moment v svetu, vse te negativne stvari, vse to, da na drugi strani se ravno tako veliko stvari dobrih dogaja in zelo potrebnih, ampak veš, kozarec poprazen ali popoln, ne, če ga vidimo mi skozi, da je stalno poln ene svinarije in tako, potem tudi sami zaplujemo v ta vektor in se potem začne tako dogajati, ko bomo zamenjali misli, se bojo stvari drugače dogajale. In v tem smislu sem mislil borba za dušo, da zamenjaš misel. Ampak ti si bil borec, to kar od stanovske kolegice v Mladini, ki je pisala tvoj portret, je zapisala, da si se tudi, ko si služil vojaški rok, si se boril do zadnjega atoma moči, čeprav so te v nekem trenutku razglasili za norega, ti dali diagnozo, nimam pojma, kaj sploh to je, neurozis nuklearis, Ja. ampak tebe je bilo najbolj strah, da boš pred sorodniki izpadel navadna šleva. Kako nisem mogel vojaškega roka to sem služiti do jaz. konca? Ne, ti moraš vedeti, jaz sem še kar namazan in pokvarjen, kadar rabim biti, in v vojski sem seveda vse te veščine, ni mi pasala biti enostavno, ker to sem 18-letnik, mi ni pasalo biti. Toliko časa zaprt. Toliko časa v vojski, bil sem strašno zaljubljen v svojo zdajšnjo ženo in ko bi rekel, kaj hujšega se mi sploh ni mogel zgoditi. Jaz nisem se to kopiral, koliko so enostavno prepoznali v meni en moteč element, ne vem zakaj. Jaz sem imel občutek, da se skozi nevidnega delam, da ni ja ne vem opazil. Ampak ni ratal, rad sem me opazil in še na živce sem šel, ker sem me opazil. In tako sem, to kar zapeljal me je iz nesporazuma v nesporazum, iz prekomando iz kazenskega bataljona v kazenski bataljon. Na koncu tudi, ker sem na koncu hotel izvati, ker sem hotel prekiniti to, sem hotel narediti, ko se je naštalo eno pizdarijo, smo rekli, ne, da se nekako neha zgodba, da vidim, ali me bojo poslali domov, ali kaj bom. Stepil sem se z enim oficirjem visokim, tako čisto naumen. In to je bilo toliko naumen, da se mi je zdelo, da nisem samo ena baraba, ampak da očitno Nekaj ni v redu s tam malo tabo. z mano, ne. Je diagnoza, kakor sem prebrala. Neurozis nuklearis, Ja. ja. In potem sem dobil natančno to, kar sem si želel. Najprej so rekli, da bi me radi poslali domov, pa da jaz ne bom mal doma, kakšno leto, dve, pa da pridem nazaj še odslužiti, kar je malo, sem rekel, Ni šans. ni šans, kaj bo rekel moj oče, da Ja. to ne bilo okej zame. In pa so rekli, okej, lahko greš nazaj, ampak pod enim pogojem, se pravi, tukaj imaš diagnozo, in sem imel zabranjeno rukovanje minsko-eksplozivnim sredstvima, to pomeni, da so mi vzeli orožje in vse, ostal mi je samo šlem, pa nahrbtnik, pa metla. Vojak švejk sem rad in tako je bilo do konca. In to imaš še vedno v svoji kartoteki? Tej zdravstveni kartoteki? Ne, nisem, mislim, to je pa vojaška kartoteka, to je- ker je pač vojska razpadla, ker se to ni šeral. Jaz sem jo samo, mislim, da je oče ohranil izvid ta, pa razmišljam, če bi dal naslov plošče. Tako. In takrat si bil že zaljubljen v svojo zdajšnjo ženo, to Ja. čudovito kreativno tvojo silo, gospo, ki jo z občudovanjem spremljamo. Spoznala pa sta se v akademski folklorni skupini. Ne, jaz sem se poznala prej že tam iz Koseljske, Aha. so se preselili oni, in jaz se Aha, poznala od majhnega, ne se tukaj. Veš, to je, od majhnega se poznala, ne. In mi je bila od majhnega všeč, pol je to, ker je bila 2 leti je starejša od mene, 2 šolski leti, ker takrat je to nepopisno veliko, so malo zgubile nek kontakt, ampak pol tam pri 17 sem jaz, eto mene,
rastam in se razvijam in to. In sva se pol zaljubila, poznava se pa že kot otroka sva se poznala. Ampak nisem vedela, da si v tej folklorni skupini plesal. Ne, to pa ne. Pil. Ne. Kaj pa si Špil. pil? Igral sem, ja. Muzikant sem bil, ne. Muzikant, Ja, takrat so me začeli zanimati te etno glasbe, najzaročila bi rekel zdaj, to so bila ljudska glasba, jugoslovanska, slovenska, s podarkom je bilo tudi takrat že, ampak tudi seveda Hrvaška, se pa cela Jugoslavija je bila nekako in mene je, zelo so me zanimale žični instrumenti, ker sem malo že kitaro špilal in tako sem špilal vse te inštrumente na žico, tamburica, brača, bugarija, kontrabas, ne, in zelo užival v tem, nekaj časa se mi je zdelo, da bi lahko to počel cel življenje. A pa si bil samouk ali si hodil v glasbeno šolo? Nisem hodil v glasbeno šolo, nisem imel volje, tudi če mi je rekel, da pejte v glasbeno šolo, tako se mi je zdel, ker so hodili v glasbeno šolo, nikoli nisem videl neke radosti in nasmeha na njihovih obrazih, par fantov in punc iz soseščine, ki so hodili v glasbeno šolo, to je bilo grozno gledati, si so neko torbičko, žalosten je šel kjer, kot oni, ki so hodili k verovku, ki so morali sred fuzbala iti zdaj in k verovku. To je, imaš prav, točno to, pravzaprav je zameram. Mene bi to odvrnil, tak sem bil, tak fant sem bil, ne, mislim, tako da se nisem uspel nikoli naučiti, ne not, ne nič, nekako sam sem na terenu spoznal, kako se stvari streže. Veš, to jaz recimo zamerim, ne, ob nedeljah dopoldne, ko gledam, ko hodijo od maše, kako so vsi poklepani, pogled je obrnen proti tlom, ne, ni tiste radosti, ni tistega veselja, dobili smo neko hrano za dušo v končni fazi, ne. Ja, oboji so gledali, ki so hodili v glasbene šole ali pa k verovku. Se pravi, in torbice so mi podobne in vse, pa tako, kar ne preveč navdušenja, no. Robert, so zmedali, kaj sem. Kakšno veselje si pa imel, ko si pohajkoval po Nemčiji in igral po ohcetih in po mini koncertih in zabaval ljudi v kontekstu narodno-zabavne. Namreč tega res nisem vedela o tebi, da si igral znotraj nekega narodno-zabavnega ansambla. To je bil prišel sem z vojske in seveda kako napisal faks, ampak denar rabam, nekako, in so me poklicali tako kolegi muzikanti, ki smo bili tudi na Maru, tu prej na folklorni skupini. Mi smo se sestavljali, malo pičemo okoli, malo narodnjaki, malo evergreeni, taki bi program. Špilamo na 50-letnicah rojstnih dnevih, ohceti, ne vem, kar je, silniške matice, malo Avstrija, Nemčija, to. Kul. In to sem počel kar nekaj časa, lahko bi celo ostal v tem, sploh ni bilo tako slabo, mislim, in honorari so bili ok in vse. Edini nisem mi zgodil to, kar sem si želel v muziki, ne, a pa komod bi lahko to počel. In tudi, če mi ne bi šlo, bi pač to počel tudi, ne. Kako udobno si se pa počutil v tisti zgodbi Džirlo, Čang Šlang pa? A si bil super se mi je. Akvizite, a se spomniš? Kako da ne, seveda. Lahko spomniš na to? Jaz sem pa čist premajhna, da bi vedela za... Izak Džirlo, to je lastnik, Džirlo Čaja. Njega poznam še iz Sarajeva, on je prvi, kako bi rekel, prvi znak, da prihaja kapitalizem, z vso svojo bizarnostjo in vse na koncu imel ti Džirlo, je bilo ker sem videl, da je Džirlo na dnevniku, na uri, ne, tam Džirlo in sem rekel, ne, čakaj, to pa kaj mi pa to šlo. V glavnem, on mene pokliče en dan, prav, da Magnifico vidi nek ameriški avto, imel neki, ne vem, mislim, tako, spektakel je bil v Ljubljani, takrat je v Ljubljani živel, ki je veliko v Avstriji, kakor tudi to počel, rekel, da ima on idejo, da bi ajde narediti me neko muziko, in jaz bi to trpal une čaje moje in jaz bi tega naredil, ne vem, 500 000.
sem rekel, G-Loki, ampak sem rekel, kaj pa nekaj naredim. Ma ne zanima me, si ti muzikant. Meni če vse, kaj boš naredil. Sem rekel, prav, ok, reč mi, koliko to stane, koliko rabiš denarja in nared mi. A si ti mudi? Ja. Se pravi, da rabiš najboljš bi bilo, če bi bil čez en teden. In to bil moj prvi deal kapitalistični, izvan založbe, neki ono. Jaz sem dobil denar, šli smo in poklical klinarja, z Maska pokojnega, pa je šla še Anja in smo šli mi neki v studio na RTV, neki zmutili neke ure naročilnice, tako da nam je še to ostalo, ne. In naredili z G-Lotom to kaseto. Ideja je bila, da špilamo vsak nekaj, kar ne zna, jaz sem špilil bas, prav zamenjali smo si inštrumente in zmislili smo se, ideja une kasete je, mi smo šli v studio in se jo prav zmislili in jo kar posneli tudi. Ona je bila posneta v 2-3 urah s teksti, kar neki, pač to, kar je padalo iz ust ven, to je tudi gore zabeleženo. In eto, to je bil en tak moj deal, sem bil kar ponosen in sem se fino imel. Zdaj smo imeli samo en špil, mislim, in to je bilo tudi vse. In fino se boš imel tudi kmalu, in sicer 31. avgusta. Vsi komaj čakamo, namreč Tivoli je to tvoj drugi dom, bi človek rekel. Vem, da ne maraš potovati in da se počutiš v tem rajonu ljubljanskem najbolj prijetno. Tivoli je pa tvoja oaza miru in tam bo veliki koncert, neponovljivi, edinstven. Ja, lepo si povedala, ne bi sploh kvaril. Tivoli je prostor, jaz sem živel v Spodnji Šiški, namreč in v vrtec sem hodil, imel na Majcna, nasproti Tivoliju, jaz sem od majhnega skozi v Tivoliju. Jaz poznam vsako potko tam, mi že, veš. Ja, in ni niti ena, se pravi, ves ta Rožnik in to. Tako da je nekako, meni se zdi še kar logično, da imam pač koncert v Tivoliju in studio imam tam. Res sem navezan nekako in imel sem srečo, da si me je to tako poklopil. Jaz sem si res želel tudi imeti studio v Tivoliju, ampak se mi je zdelo to čisto nemogoče, da bi jaz imel studio v Tivoliju. To se ne bo nikoli zgodilo, no pa se je. Lepo. Apropo kar smo se prej menili. Pogovarjala. Kaj se je že zgodilo z legendarnim studiom v Tivoli zgoru, ne? Ni samo, da je zgoru, tam v 90-ih je... To je bila katastrofa. Zdaj pokojni Aco Razbornik. Ja, to je ena zanimiva anekdota, takrat, ko je zgoru, sem jaz glih posnel, to je bilo 30 let nazaj, natančno. Sem glih posnel ploščo, za mano so snemali buldožerji in so... Zvečer so mi javili, da je... čakaj. To je bilo takrat... To ni bilo pred 30 leti, je bilo pred 30 leti? Ja, to je bilo takrat, ko je bil ta val 202, meni se zdi. Zdaj si se pa spomnil. Ker sem jaz potem, mi smo šibali v Tivoli pogledati, zdaj kaj se dogaja, v glavnem, takrat se ni dal noter, vse je zgorel, edina stvar, ki je ostala cela, je bil moj dac, pa moj kolut v eni leseni mizi, in tako je išla moja prva plošča, lahko iz pogorišča, vse se je še kadil, ne, da vse mi je zgorel, in vzamem ven in še vedno ga imam, in še vedno, ja, to je ena taka še kar zanimiva anekdota. Se pravi, popolnoma je zgorel v studio, tudi miza, se pravi, miks miza se je stopila, to so bili kjeni kapniki dol visel, ko v Postojnski jami. Katastrofa. Oni pa eni škatli, eni kartonasti škatli, v eni mizi leseni je ostalo vse celo. In zdaj bo cel dan, 31. avgusta, tvojo glasbo ustvarjala pihalna zasedba, pihalno-godalna zasedba, orkester. Ja, ideja je, da probam se prav dati na oder to opisano muziko, ker sem jo v teh letih naredil, ne samo kot svoje kantavtorske plošče, ampak tudi zbral enkapene muzike, uporabne za film, in eto delam nekako eno postavo, en format, ki bi zadovoljeval glasbeno, se pravi to, kar bi rad dal in pokazal publiki, da bi si še lahko se od filmske glasbe do
hitov, do ovega, onega. Angažiral sem tudi godbe na pihala, ki bodo imeli začetek in uverturo v koncert, v smislu, da 4 godbe, sever, jug, vzhod, zahod, vsaka bo godba stala na enem koncu Ljubljane in čakala ljudi in jih pelala proti Tivoliju, kjer se bodo te orkestri združili in še skupaj eno vsekali na koncu. In tako smo začeli koncert. In na tak način bo malce zadišalo po nekih drugih časih, namreč ti ne skrivaš, da si jugonostalgik. Nisem jugonostalgik nikakor. Nikakor nisi? Ne, nisem. Ploh nostalgik, še manj pa jugonostalgik. Jaz sem Jugoslovan. Zdaj nisem noben jugonostalgik. A pa to pomeni, da nič, kar je bilo nekoč, ti ni všeč, ali ti je toliko, da rečeš, da si Jugoslovan? Ne, tako sem bil. To, da si Jugoslovan, ne pomeni, da mora obstajati ta država ali pa da mora sploh obstajati ta politična misel, ki tudi ne obstaja, tudi država ne obstaja. Ampak jaz sem ostal Jugoslovan. To je vse. Torej si več kot jugonostalgik? Ne, sploh nisem jugonostalgik, nisem nasprotno. Mislim, da če smo jo tako nehali, bi bilo bolj, da sploh ne bilo, ne? Če nismo znali se pravi tega ponotraniti in razumeti in na koncu tako klavrno končali, sramotno. In nesreča velika se je zgodila. Ena velika fleka, ki se ne bo, en mader, ki ga ne moreš sparati dol zlepa. Bi bilo bolj, da se sploh ni zgodila mogoče. Ampak če se ne bi zgodila, potem bi bilo vprašanje, kaj bi nam Amerika kot neke novitete prodajala. Namreč ukvarjam se z kakšnimi poslovnimi modeli, pač po službeni dolžnosti, pišem o tem, strategijah, poslušam podjetnike in tako naprej iz mednarodnega političnega in pa tudi podjetniškega parketa in ugotavljam, da nam nekaj hočejo lansirati, kar smo tukaj nekoč že živeli, imeli. Mi imamo eno neverjetno izkušnjo, ki jo zahodna civilizacija nima. Ampak mi se obnašamo, da nima to naš z nami, da smo se mi nekaj zmotili. Mi ne znamo s preteklostjo svojo živeti. Nas je sram. Mi živimo v tem, da nas je sram svoje preteklosti. To je tečen. Nočemo nič imeti s preteklostjo, ker je umazana. Ja, pa je pa tako, ne. Balkanski joie de vivre, kako bi ga opisal, kako ga občutiš ti? Pa vem, če sploh občutim, jaz ne vem. Jaz kuham doma vsak dan ob enih, kot se rekla, joie de vivre. To je, mislim, veliko neambicioznost, lenobnost, nadarjenost za romantiko in erotiko. S to mislijo bi lahko zaključila, ampak vseeno, ko zaigraš naprimer Silvijo, ali pa recimo Pukni Zoro, ali so pri tebi drugačni feelingi, emocije, energija, naboj? Ne vem. Jaz imam samo talent za ljubezen. Ki ima talent za ljubezen, ne bi niti rabo ostalih stvari sploh početi. Robert Pešut, Magnifico, Ostani ljubezen. Hvala lepa. Se bom trudil, služim narodu. Ali lahko rečem na tem mestu živelj OF in pa praznik dela in pa živelj 31. avgust 2024? Lahko rečem, vse živel vsak dan, kar se mene tiče. Ploh pa kakšen taki dnevi, ki jih obeležujemo, ki si ljudje nekaj izjemnega naredili, naj se obeležujejo. Hvala lepa za tvoj čas in pozornost. Dobro kosilo želim tebi in tvoji družini. Hvala lepa, ker si se spomnila name. Tebi pa hvala za dobro muziko. Z veseljem. Hvala lepa. Prosim.